Dobro jutro vsem skupaj. Spet po dolgem času bomo naredili en krajši prispevek. Danes bomo povedali nekaj o adaptogenih zeliščih. Zdaj, vem, da ste s tem izrazom ste se že srečali, verjetno ste se tako kot jaz spraševali, kaj je zdaj to. V bistvu je to ni nek star izraz, gre pa za rastline, ki se uporabljajo že kar tisočletja, sploh v tradicionalni kitajski medicini, v ajurvedi. V bistvu gre to za rastline, ki imajo izrazito sposobnost prilagajanja, torej neke adaptacije svojemu okolju in nekako rastejo oziroma preživijo v tistih skoraj nemogočih razmerah, ko bi se človek spraševal, ali sploh rastlina v takih razmerah preživi. Torej se odlično spopadajo s stresom v okolici in na tak način tudi nekako delujejo potem na nas, ko jih mi zaužijemo. V bistvu so to rastline, ki imajo zelo močno prilagodljivost in torej tudi uravnavajo ta stres v nas. Hitro ga prepoznajo in znajo to uravnovesiti v bistvu naše telo. In to na naraven način. In zdaj čisto vsako zelišče ni adaptogeno, ne. To so zelišča, torej, ki rastejo v res, kako naj rečem, v stresnih okoljih, no. Ki so, na primer ašvaganda je ena taka zelo znana ajurvedsko zelišče, ki raste v izjemno sušnem okolju, ki bi se res človek vprašal, tam ni nič dežja, nič ne, kako lahko ona sploh tam uspeva, ampak uspeva. Med te adaptogena zelišča na primer spadajo tudi maca, pa potem bramhi, pa alamaki, pa v glavnem teh zelišč je ogromno. Ampak ta zelišča nekako, te rastline ne uspevajo pri nas v Sloveniji v taki veliki meri, zato jih veliko dobimo na tržišču kot v obliki nekih prehranskih dopolnil. Tam moramo biti pa zelo previdni, kaj sploh kupujemo, kaj jemljemo, kaj uživamo. Zato bi vam mogoče predstavila, da v Sloveniji pa eno tako adaptogeno zelišče uspeva kot rožni koren. Verjetno ste to že tudi slišali za njega, raste pri nas nekje v srednjem, sredo visokogorju, pri nas v alpskem svetu. Drugače med ostale zelišča, pa če samo pogledamo njihovo značilnost, torej, da so izjemno prilagodljive, delujejo protistresno, delujejo protivnetno, delujejo tudi, dobro prepoznavajo težave, kot so te onkološke težave in pomagajo pri teh stvareh. Dobro vplivajo na dihala. In če pa tukaj pogledamo, pa lahko rečemo, da na primer nekako lahko med adaptogene rastline uvrščamo pa ameriške slamnike, pa trpotec, mogoče kakšno kamilico. Zelo poznano je pa tudi sveta bazilika. O sveti baziliki smo že govorili, tako da malo pobrskajte po prejšnjih posnetkih. Sveto baziliko pa lahko uspešno gojite tudi doma, spada med trajnice, in jo brez problema lahko prezimite v notranjih prostorih, vendar pač ne sme biti pretoplo. Sveta bazilika oziroma reče se ji tudi tulsi, nekako v Indiji velja za eno najmočnejših zelišč. Je izjemno prilagodljiva, torej na okolje, torej raste kjerkoli. Praktično res ni težav z njo, kar se tiče gojenja. Pomaga pri, nekako prepozna in zazna tisto neravnovesje v našem telesu in ga tudi dokaj hitro odpravi. Pomaga pri težavah s krvnim tlakom, pomaga pri težavah z dihali, pomaga pri nespečnosti. Kot sem rekla, nekako pomirja torej naše telo in ga spet spravlja v
ravnovesje. Seveda ne pričakujte to zdaj, ker z danes na jutri nekih učinkov, to je nekako na daljši rok. In kot eno tako zelišče, torej adaptogeno zelišče, bomo rekli za eno temo, lahko uspešno gojite doma in se ne rabite truditi, katero rastlino morate zdaj iskati v naravi. Torej, nekako smo danes povedali, torej to malo razjasnili, kaj pomeni ta izraz, ker se vedno več srečujemo s temi izrazi. Ne se ustrašiti teh rastlin. Kot sem povedala, veliko izvlečkov teh rastlin boste dobili v obliki nekih prehranskih dopolnil, zato pri tem bodite nekako pazljivi. Boljše je, da si vzgojite adaptogeno zelišče doma. Pa lep pozdrav!